Lepo pozdravljeni. Danes imamo s samimi takimi velikimi upravka, recimo, ki so bili, ta veliki Aleksandar, pa še kakšen se najdel. Ampak tale, ki je pa danes, ima pa nekaj posebenega v sebi. Predvsem velja za njega, za Ramsesa seveda, da je znal uživati življenje. Je dočakal tudi visoko starost in se mu je v življenju veliko dogajal. Ni znan samo po izjemnih templjih, veličastnih, jih verjetno poznate ali pa s fotografij vidite. Imel tudi neustrašeno vojsko, ampak nekatere bolj zabavne stvari so pa manj poznane. In sicer, da je imel izredno dobro propagando. Je bil pravi mojster v propagandi in samopromociji, med drugim je tudi svoje poraze znal spremeniti v velike zmage. Če bi danes živel, bi bil samo eden na Instagramu, to bi bil Ramses. Ampak se mi pa zdi, da tisti, ki ima pa oblast, ima pa veliko lahko naredi na marketingu in to mi je dal misliti, ker vidim, koliko je Ramses veliko naredil. Je bil faraon številno družino. Podatki niso čisto jasni, ampak sinov štejejo čez 100. Hčerke niso šteli žal, ampak vendarle. In ne morem se predstavljati, kako je to izgledal, če je naredil družinsko srečanje in recimo na kakšen način je reševal kakšne drobne težave, tako s temi svojimi ženami in otroci in tako naprej. In verjamem, da je bil res sposoben, da niso mu za to rekli veliki. Je bil pa tudi en tak utemeljitelj spoznanja, da moraš imeti mir v hiši. To pa lahko sklepamo z tega, ker je bil edini prvi pravzaprav, ki je sklenil mednarodni sporazum v zgodovini s Hititi, čeprav je tako malo vagan, to je res zmagal, eni pravijo, da je, on je rekel, da je, Hititi so rekli pa, da ni, ampak vseeno, jaz verjamem, da je ta sporazum samo zaradi tega naredil, ker mu je enostaven zmanjkal energije ob vseh teh otrocih, ki jih je bil in celotni družini. Tako da verjamem, da bomo danes odkrili še kakšno presenetljivo življenjsko njegovo pot in kakšno dediščino enega najbolj karizmatičnih faraonov vseh časov. In pri tem nam bo pomagal Miloš Klemen Bahorčič. Hvala lepa, hvala lepa. Čudovit uvod. Ramses veliki, največji. Ne zaradi tega, ker jih je bilo še 11, ampak resnično največji med faraoni. Ne samo veliki, ampak veliki. Čeprav je danes skrčena njegova mumija, so izračunali, da je bil približno 1,90 m visok. Poglejte, moram reči, da ko sem pripravljal to predavanje, sem bil v težki situaciji, kot redko kdaj. Namreč, kaj povedati, predvsem v smislu, kaj ven spustiti. Namreč o Ramsesu je toliko, da ne bom pretiraval, ampak 3 predavanja naša bi mu pa lahko posvetili. Torej, samo temu Ramsesu. Torej, če pogledate, če se samo ozrete, tu gor boste videli, da je živel 90 let, kar je bilo za tiste čase čudež, in da je 2/3 tega obdobja vladal. Torej, ni to najdaljša doba v zgodovini Egipta, ampak vsekakor najbolj dobra. Mi lahko trdimo o Ramsesu veliko stvari. Ne bom zdaj leporečil, ker je enostavno premalo časa. Torej, začnimo.
Kje začeti? Poglejte, začeli bomo takole. Začeli bomo leta 1976, ko je velika večina tukaj prisotnih z mano vreč tlačila to zemljo in ko je v Franciji vladal predsednik Valéry Giscard d'Estaing. Ta gospod je v začetku septembra tega leta v Egipt poslal francosko predsedniško letalo. Ko se je to letalo 9. septembra približno sredi dneva vrnilo na letališče Le Bourget, je tam v pozoru stala predsedniška republikanska garda, prisoten je bil zunanji minister, prisoten je bil župan mesta Pariza. Vsi so stali v pozoru, ko se je izkrcal edini potnik, tale potnik, Ramzes II. V skladu z francosko zakonodajo je Egiptovska republika izdala potni list. Potni list, kot vidite, piše pri poklicu mrtev kralj. Kdo je bil pravzaprav ta mrtvi kralj, ki so ga po 3300 letih še vedno tako spoštovali, da seveda je predsednik Francije poslal svoje letalo po njega, da so ga prečakali z častmi, ki so po protokolu francoske države pripadale živemu kralju in ki se je po 2-mesečnem bivanju, prišel je v toplice, če smem tako reči, na zdravljenje, vrnil v Egipt, kjer ga je na letališču pričakal tedanji predsednik Sadat. Torej, verjetno se ne prej pa ne kasneje ni zgodilo kaj takega, da bi kakega mrtvega, tako dolgo mrtvega človeka počastili na ta način. Zakaj je Ramzes prišel? Menda je bil bolan, menda so ga gobe načele. Danes vemo, da to ni bilo res. To je bila samo pretveza, da so ga Francozi za 2 meseca zvabili v Francijo in so se lahko pohvalili s tem. Dejstvo je, da je bil Ramzes v odlični kondiciji in še danes je v odlični kondiciji, kot je bil tudi vso svoje, recimo temu, živo življenje. Dejstvo je, da je Ramzes samo eden od 2 faraonov v liniji 3300 let, ki so potovali ven iz Egipta po smrti in edini, ki je potoval na tako veličasten način. Gotovo bi mu bilo všeč. Kot bi mu bilo gotovo všeč, da se vas je danes toliko zbralo. Poglejte, kdo je bil sin Setosa I. Za pomoč si bom zbral nekaj besed, ki jih je zapisal avtor te biografije o Ramzesu, to je nemški arheolog Van den Berg, se je pisal in vam bom prebral. Mislim, da moj jezik je malo prereven, da bi lahko kaj takega s parimi stavki zapisal. Doktor je pomignil asistentu. Ta je pristopil, odstranil dolgo pregrinjalo in tam je ležal rumenkasto bled, z glavo jastreba, svetlo las kot slama, s strašljivimi kocinami na obrazu, s skoraj cinično priprtimi očmi, z rokami prekrižanimi na prsih, dolgi prsti so bili stisnjeni v pest, prsni koš je bil upadel, medenične kosti so štrlele, suhljate noge so kot pri lutki ležale povsem sporedno. Od glave do pete je meril natanko 1,73 metra. Ramzes, Usrmat Ra, Septen Ra, mogočni bik, zaščitnik Egipta, zavojevalec tujih dežel, bogat z leti, velik v zmagah, ljubljen z boga Amona. Tisti mož, pred katerim so njegovi sovražniki trepetali in je žene spravljal v ekstazo, ki je zaplodil več otrok kot katerikoli vladar pred njim ali za njim, ki je postavil več templjev kot vsi drugi faraoni skupaj,
ki ga je moralo njegovo ljudstvo 67 let častiti kot Boga in ki je poznal en sam idol, en sam ideal, sam sebe. Torej, jaz mislim, da iz teh parih stavkov lahko pravzaprav vidimo, kdo je ta človek bil. Človek, ki je seveda zaznamoval Egipt do te mere, da vsi faraoni, ki so še sledili 1200 let približno faraonske Egipte še za njim, vsi ti faraoni so tako ali drugače skušali posnemati Ramzesa. Nihče, prav nihče, ni mogel se niti z senco njegovih dejanj pohvaliti. Naša današnja naloga je, da malo pogledamo njegovo življenje. To, kar je že prej gospod Vernik rekel, je seveda več kot res. Pri Ramzesu obstaja eno samo vprašanje. Kaj je res in kaj je propaganda? Namreč v smislu propagande ga ni prikosil nihče. To je bil človek, ki je to besedo zapisal z veliko začetnico. In če je bil kdaj na tem svetu nekdo, ki je vedel, kako samega sebe promovirati, potem je bil to Ramzes II. Zanimivo je, Ramzes ni bil iz neke hudo ugledne družine. Poglejte, njegov oče, Setos I, je bil drugi faraon 19. dinastije. Prvi faraon je bil Ramzes II, ki je bil navadni vojak, potem se je pač povzpel, Ramzes I. Torej, tudi, kar je zanimivo, Setosova žena in mati Ramzesa II. Tije je bila vojaškega porekla. Torej, po materini strani in po očetovi strani je bil iz vojaške družine. Le 2 leti, 2 generaciji nazaj, vsega skupaj, lahko govorimo o samo 2 desetletjih, pa so bili Ramzesovi predniki navadni ljudje. In tega se je Ramzes zavedal. In pri vsej njegovi veličini, mogočnosti, samočaščenju, se tega sploh ni sramoval. Ramzes je bil ponosen na svoje prednike, na navadne ljudi. In to je ena od tistih potez njegovega značaja, ki so mi najbolj všeč. Jaz sem vam prebral nekaj njegovih imenov, bogat z leti, močni bik, varuh Egipta in tako naprej. Vsega skupaj jih je bilo skoraj 90 imen. Ne bom jih vseh našteval, ampak eno od teh imen pa pravi, da je Ramzes vojski poveljeval še, ko je bil v maminem trebuhu. Torej, to je zelo taka propagandna poteza. Če je kdo med vami slučajno v vojski, da mi pove, kako se v maminem trebuhu počutil, je poveljeval že takrat ali ne. Vsekakor je bilo zanimivo vedeti. Dejstvo je, da čeprav se danes mi temu nasmejimo, takrat se temu niso smejali. Ja, Ramzes je veljal za velikega vojskovodjo. V resnici sploh ni bil. To bomo kmalu videli. Poglejte, tukaj imamo eno tipično upodobitev otroškega princa. Torej, vidimo tukaj Horusa, kako ga čuva, vidimo značilno pozo za otroka, torej čepi in ima prst na ustih. Še bolj zanimiva je ta, mi bi rekli najstniški faraon, zato kitko spleteno, to zdaj že dobro poznamo. Ne vemo, koliko je tukaj Ramzes star. Vemo pa dvoje. Ramzes je bil zelo hitro imenovan za faraona. Njegov oče je bil še zelo živ, ko ga je dal okronati za sokralja. Glejte, če je kdaj v zgodovini kateri vladar popolnoma nesebično in z veliko mero previdnosti in ljubezni vzgajal svojega naslednika, bil to Setos I.
Ko je bil Ramzes star nekje 10 let, ga je dal okronati za faraona in ga potem skrbno vzgajal. Nekako 14 let, 15 let je trajalo to sovladanje, pri tem, da je Ramzes svojega očeta neizmerno spoštoval in mi vemo, da je celo na stara leta, ko je seveda kdaj kak svoj tempelj dal okrasiti spet z enim napisom, s katerim se je pohvalil, ni nikoli pozabil napisati, da je Setosov sin. Torej, mi bi lahko rekli, da so bili odnosi med očetom in sinom tako rekoč idilični. Nobenega znaka nimamo, da bi ali eden ali drugi v tej zgodbi seveda imela kakršnokoli negativno vlogo. En podatek je zanimiv. Glejte, mi vemo, da ko je bil Ramzes star 16 let, torej mlajši od nas vseh tule, je imel 2 ženi in 4 sinove. Koliko je imel hčera, ne vemo. Torej, to, kar je Van der Berg napisal, da je naredil več otrok kot katerikoli drugi vladar v zgodovini, je čisto možno. Živel je zadosti dolgo, žena in priležnic je bilo neskončno in seznam sinov, ki je ohranjen v templju v Karnaku, pravi, da jih je bilo 132. Koliko je bilo hčera, ne vemo. Pa recimo pol, potem je bilo vsaj 260 otrok. Torej gre za resnično človeka, ki se je lahko na koncu razglašal za očeta naroda. Ker najbrž, če pogleda, da so se ti otroci še poženili malo levo, desno, po parih generacijah je najbrž bil vsak običajen Ramzesov potomec. Torej, v tem pogledu dejansko ne pretiravamo, če se tako izrazimo. Torej, Ramzes je nekje pri 25 ali pa 24, tu so zgodovinarji si niso enotni, postal faraon. Njegov oče je umrl. In Ramzes je takrat seveda že točno vedel, kdo je, kaj hoče in v tem smislu seveda je tudi začel vlado, ne da bi seveda karkoli kdo imel za reči pri tem, ali da bi kdorkoli kaj okleval, še najmanj pa Ramzes sam. Smrt Setosa prvega je danes, z današnjega zornega kota, malo čudna. Namreč, Setos je bil star nekje 41, morda 42 let. Da je umiral, je vedel. Namreč, Ramzes je bil pripravljen v pozoru, da stopi seveda iz očetove sence, kolikor je te sence sploh bilo, namreč Setos, kot smo rekli, ni bil nič kaj ljubosumna sina. In arheologi, pa zdravniki, sodobna znanost so po pregledu Setosove mumije, ki je zelo lepo ohranjena, ugotovili, da je imel verjetno hude težave s krvnim obtokom in da je to pač ga v prerani grob spravilo. Ramzes ga je dal veličastno pokopati. Njegova grobnica, torej grobnica Setosa prvega, je najlepša kraljeva grobnica sploh v dolini kraljev in Setos je, mislim, da edini med faraoni, ki so ga pokopali v alabastrnem sarkofagu. Danes ga v Londonu hranijo. Kakorkoli, Ramzes je od očeta poslovil, kot se je spodoblo, nič ni varčeval, potem pa je začel vladati. Vladati 66 let dolgo. Pri tem je treba povedati, da mu je ob strani stala ta ženska, Nefretari. Torej, mi smo že omenjali, da ta beseda Nefer pomeni lep, govorili smo Nefretete, lepotica, ki prihaja, Nefretari pa približno tako, kot da lepota je večna. A je bila lepša od Nefretete ali ne, je čisto vse eno. Dejstvo je, da je bila ona najljubša žena svojega soproga. Čeprav
ni bila velika kraljeva žena, tega položaja nikoli ni imela, ampak ona je bila njegova ljubezen in to je izkazal seveda na neštete načine. Ravno on, ki je vedno in povsod rekel Ramses first, je seveda Nefertari dal velikokrat še pred sebe. In ona ni bila samo njegova ljubica, ona je bila njegova glavna svetovalka, ki jo je poslušal. Človek, ki je, bomo rekli, v življenju zamenjal ne vem koliko žensk, je v tej ženski pravzaprav našel edino bitje na tem planetu, ki ga je smatral v sebi enakega. In to je seveda zelo, zelo pomembno. O njej bomo seveda še veliko govorili. Torej, Ramses je takoj, ko je pokopal očeta, začel z programom, ki ga je očitno načrtoval že prej, in to je seveda program lastnega poveličevanja. Torej, od tistega trenutka, pa 66 let naprej, ko rečemo 2 generaciji starih Egipčanov, je Egipt postal eno samo gradbišče. Klesali, gradili so templje, palače, mesta, vse na čast velikemu Ramsesu. Ramses ni izpustil niti malo enega trenutka, da bi seveda ne poveličeval samega sebe. Svoja dejanja, dejanska in pa namišljena. In ljudstvo je temu pritegnilo. Namreč, zakaj? Ker je bil Ramses z seveda svojo dolgo vlado pravi blagoslov za ljudstvo. Torej, po številnih zapisih, ki jih imamo iz tistega časa in prej in kasneje, lahko rečemo, da je bil Ramses dejansko najboljši od vseh faraonov. Kaj pomeni najboljši? Katera vlada je tista, ki je najboljša? Ja, tista, s katero je navaden človek zadovoljen, ki je ne bi zamenjal. A so bili stari Egipčani zadovoljni z Ramsesom? Ja. Zakaj? Davki so bili maksimalno 12%. Delovni teden je trajal 4 dni. Nikoli kasneje kot do 4. ure vsak dan. Torej, 4 dni v tednu se je delalo v povprečju, ostalo so bili pa prosti dnevi pa prazniki. Torej, lakote ni bilo, niti enkrat v tem obdobju. Ramses je podobno kot svetopisemski faraon po Jožefovih načrtih zgradil neizmerno velike silose za žita in kadar je Nil malo manj poplavil, so tam ven delili hrano. Zastonj. Vse, kar so delali, so dobili plačano. In pameten vladar je tisti, ki seveda da ljudem delo in jih zato tudi plača. Potem ljudje nimajo časa neumnosti razmišljati, kakšne revolucije ali še čem bolj neumnem. In to je Ramses bil. Zanimivo je seveda, da je osrednji del tega njegovega programa samopoveličevanja bila bitka pri Kadešu. Tukajle. Danes je to nekje na meji med Izraelom in pa Libanonom, točno kje se ne ve. Enostavno tega ne vemo. In po svoje to seveda slabo. Dejstvo je, da je Ramses v to bitko z konkurenčnim hetitskim cesarstvom šel nekje v starosti 29 let. Torej, lahko rečemo na tretjini svojega življenja, na začetku svoje vlade. Ramses je bil takrat, lahko sklepamo, pač po tem, kar je vidno iz upodobitev, kar je vidno iz tudi njegove mumije, zdrav, postaven in zelo, zelo
fizično močan človek. In seveda, mi bi rekli tako, orang športnik. Tisto, kar je seveda pri tem ključno, je, da je bil velik ljubitelj konj in pa bojnih vozov. Tukaj lahko vidite eno risbo, ki je sicer hecna, zato ker je Ramzes upodobljen z zelo čudnimi pokrivali, ampak dejstvo je, da ga prikazuje na bojnem vozu v bitki pri Kadešu. Tukaj lahko vidite risbo, nastalo po upodobitvi danes v Karnaškem templju, ki nam kaže Ramzesa, kakršen je takrat verjetno zares bil. Torej, tukaj je veliki vojskovodja, ki gazi vse pred sabo. Tile vojaki, ki jih imate tule, ki so bolj temnopolti, to so Egipčani, tu so pa Hetiti in to je Kadeš. Poglejte, Ramzes je prikorakal pred to mesto, obmejno mesto, z nekako 20.000 vojaki. Torej, ogromno vojsko za tisti čas. Njegov nasprotnik, torej hetitski kralj Šupilulim, je prišel tudi s tako vojsko. Ampak Hetiti so imeli boljšo obveščevalno službo in vojska hetitskega kralja je predrla skozi armade, ki jih je Ramzes postavil na bojnem polju, in razdelila Egipčane na dva dela. Še več, Ramzesu je grozilo, da bo ali padel v bitki, ali pa da bo postal vojni ujetnik. Mi ne vemo natančno, kaj se je dogajalo, oziroma vemo zelo natančno, ampak tisti, ki opisuje, to je Ramzes sam. Namreč Ramzes ni prepustil nič naključju. Slavospeve na svoj način, na svoj račun je pisal sam, ni pustil kakemu pisarju. On je vedel, katere besede je treba izbrati. In Ramzes pravi, in na nek način nimamo nobenega dokaza, da bi temu nasprotovali, da ga je nek hud bes prevzel in da se je, kot vidimo na tej sliki, ki je sicer sodobna, skupaj z svojim kočijažem vrgel not med Hetite in z lokom, puščico, sulicami, kar je pač imel, sejal smrt levo in desno. Ramzes sicer pravi, da je v tej bitki ubil 2500 nasprotnikov, kar je verjetno malo pretirano, ampak več 100 pa prav gotov. Torej, kako bi danes to razložili? Kak psiholog bi mi morda malo pomagal, temu se na nek način reče avtosugestija. Torej, Ramzes je samega sebe prepričal, da je Bog, da je neranljiv in da Hetiti mu ne morejo nič. In je streljal po njih, ko, ne vem, kaj naj rečem, glinaste golobe. Torej, bitka je trajala nekaj ur in Hetiti so na koncu se umaknili. Umaknili so se in seveda tu je zdaj vprašanje, tisto veliko, ključno vprašanje, morda največje v vsej Ramzesovi dobi, kdo je zmagal. Tisto, kar je seveda zanimivo, je to, da je na večer tega dne hetitski kralj poslal pismo Ramzesu in predlagal premirje. Ramzes ga je seveda sprejel. Ramzesova vojska je bila zdesetkana, veliko več vojakov izgubil kot pa Hetiti. Ampak to, da je hetitski kralj pokazal željo po miru, nam dejansko pove, da je Ramzes naredil tak vtis na Hetite, da se je zdelo hetitskemu kralju modro, da predlaga, da se ohrani nek status quo. Torej, Kadeš ostane Hetitom, meja se ne premakne in to je to. Ramzes je kasneje dal vklesati na steno enega templja to pismo. In v tem pismu pravi, kako hetitski kralj piše, da se
hititskim vojakom kolena tresajo, da ne morejo hrane v sebi držati, ne pri eni, ne pri drugi luknji, tako jih je strah velikega Ramzesa. Česa takega hititski kralj gotovo ni napisal. Ampak dejstvo pa je, da je seveda Ramzes prejel pismo, ki je bilo za njega kot darilo z neba, in odpisal hititskemu kralju, v smislu, češ, pa naj ti bo, no. V tem smislu, čeprav je najbrž vriskal od veselja, ker je vedel, v kako obupnem položaju je njegova vojska. In glejte, to je bilo to. Pri 29 letih je Ramzes doživel to veliko bitko. Veste, koliko jih je še naprej? Nič. Torej, pred sabo je imel še 61 let življenja. In v teh 61 letih je to bitko, ki se je zelo dvomljivo končala, recimo, da je to še najboljši izraz, na žive in mrtve multipliciral. Na papirusih, na reliefih, na freskah. Kar je lezlo in šlo, je seveda to bitko moralo upodobiti 100-krat, 200-krat, 1000-krat in vedno je Ramzes zmagovalec. Kot ga vidimo tukaj, tako kot en šopek pomladne zelenjave drži te hititske ujetnike, apropo nobenih ujetnikov ni bilo, ampak vse v Egiptu tega niso vedeli. Zdaj, temu se reče propaganda. Lahko bi rekli tudi, če smo tako malo moderni, fake news. Ramzes je lagal in to z veliko začetnico. In če dan današnji kak politik tako počne, se ponavadi nasprotnik javi, hej ti, to pa ni bilo tako. A so se Hititi zoperstavili temu izkrivljanju zgodovine? Ne. Zakaj ne? Ja, Šupi-Lulim je sicer obdržal mejo, obdržal Kadeš, ampak ko je prišel domov, so ga vrgli z prestola in njegov naslednik, mislim, da je bil njegov nečak, se ni pomembno, ni imel prav nobenega interesa, da bi pokojnega kralja slavil njega in njegove zmage. Hititi itak niso vedeli, kaj Ramzes dela po Egiptu, in tudi, če bi najbrž vedeli detajle, bi ne naredili nič. Torej, Ramzes je imel zdaj 60 let časa, da je vsakogar, ki je živel in generacije, ki so živele naprej, prepričal, da je on veliki zmagovalec bitke pri Kadešu. In to je to. In v tem je bil neizmerno uspešen. Torej, kot sem že večkrat omenil, pri starih Egipčanih je sreča ta, da so vsa najpomembnejša besedila uklesali v kamen, v material, ki je zelo trd in vemo obstojen, in Ramzes seveda v tem pogledu ni bil prav nič drugačen. Torej, njegov podvig, njegova veličastna zmaga v bitki pri Kadešu je seveda odmevala skozi tisočletja. In še danes, ko vemo, da pravzaprav to ni bilo res, če nekaj drugega, moramo reči, da je bil mojster propagande. Da si je upal ta tako rekoč poraz spremeniti v veličastno zmago. Tukaj imate en relief iz Abu Simbela. Tukaj ravno tako vidimo, kako Ramzes spet drži za lase te ujetnike, ki prosijo za milost, Ramzes pa gorjačo v roki in seveda bo z njih naredil mleto meso, pa Amon zraven. Torej, Ramzes kot vojak. Tukaj imate kip, ki ga je dal vzklesati kmalu po zmagi, iz črnega bazalta, skoraj bi rekli, kot po čudežu se je ohranil nedotaknjen. Še danes je tako, kot ga vidite v muzeju, Egiptovskem muzeju v Turinu ga hranijo. Tukaj ga vidite malo bolj poblizu. Veste, kaj je zanimivo pri tem kipu? To je kip, ki hkrati slavi Ramzesa kot velikega zmagovalca, hkrati pa napoveduje njegovo prihodno vlado. Namreč
če pogledamo, Ramzesa, ima na glavi tako imenovano modro krono, torej neke vrste čelado, znak vojske, znak vojaka. V roki ima pa eno samo žezlo, torej nima tistega cepca za mlatiti slamo, ki je hkrati seveda tudi simbol, bomo rekli, avtoritete, pač pa ima samo pastirsko palico. Torej, vojne je konec, odslej naprej bo dober pastir svojemu ljudstvu. In to je tudi bil. Nikoli več ni šel na vojno. Propaganda, ki jo je sprožil, je bila tako močna, da nihče, ampak res nihče, si ni upal več Egipta napasti. Naslednjih 60 in toliko let je Egipt užival v miru. Ja, Ramzes je seveda še vedno imel veliko vojsko, za katero je lepo skrbel, bile so parade, bile so vojaške vaje, ampak na bojno polje pa ta vojska ni več šla. In generacije egiptovskih vojakov so prišle in odšle, ne da bi se borile. Tako močno je ta slava Ramzesove zmage šla naokrog. Torej zmage, ki je ni bilo. Torej, to je res mojster propagande. Marsikdo bi se lahko pri njem učil. Glejte, Ramzes da postaviti v čast zmage tudi obelisk, kar je zelo, zelo nenavadno. Namreč Ramzes je sicer tisti faraon, ki je za življenja postavil največ obeliskov, kar je normalno. Lahko bi začeli zdaj računati, ampak pri prvi obelisk bi lahko dobil šele pri svojem 30. letu vlade. Dobil ga je pa v 30. letu življenja. In potem so se ti obeliski množili in danes, če jih seštejemo skupaj, tisti, ki še stojijo, jih je približno polovica vseh obstoječih obeliskov pripada Ramzesu. V različnih obdobjih za različne namene jih je dal postaviti. Ta, ki je še danes v Egiptu, v Heliopolisu, v blizini letališča mednarodnega, ta je eden redkih, ki so ostali v Egiptu. Tukaj pa imamo mirovno pogodbo. Poglejte, Ramzes je, dovolite, da bom malo polistal tule not po knjigi, gre za seveda človeka, ki je bil res moder, ki je absolutno razumel kako in kaj stvari. Ramzes je nekaj let po tej bitki pri Kadešu si začel dopisovati z novim kraljem in zmenila sta se za mirovni sporazum. Ramzes ga je seveda dal klesati na steno. Jaz vam ne bom vsega bral, bom pa prebral delček tele verzije, ki je zelo zanimiva. Zakaj? Namreč na začetku, kot se spodobi, Ramzes naglasi svojega kolego, torej kralja Hititov. In kot boste videli, zelo, zelo spoštljivo. Glejte, pogodba, ki jo je veliki vladar dežele Hati, Hatušli, junak, sin Marzilisa, velikega vladarja v Hatiju, vnuk Šupilulima, velikega vladarja v Hatiju, junaka, na plošči sreba naredil in poslal za User-Mataraja, Septen-Mataraja, velikega vladarja Egipta, junaka, sina Men-Met-Mataraja, velikega vladarja Egipta, itd., itd. Torej, vidimo, da Ramzes v tem sporazumu zelo, zelo lepo, dostojanstveno piše ali pa naslavlja svojega, recimo temu, nasprotnika. To je seveda nenavadno in to je edinkrat, da Ramzes z tako, bomo rekli, vljudnostjo naslavlja nekoga drugega. Torej, skoraj kot sebi enakega. Mirovni sporazum, kot vidite, ni ravno kratek, je zelo dolg in je seveda zanimiv, ker ga poznamo v obeh verzijah. Na srečo, egiptovska je skoraj kompletna, hititska je pa bolj malo.
To je to, kar je od nje ostalo. In ako bo sreča mila, jo bomo videli v Carigradu, v arheološkem muzeju. Ne mislim zaradi trenutnih nemirov, tam pač pa zato, ker ta del muzeja so nazadnje, ko sem bil, obnavljali. Je pa to prva mirovna pogodba v zgodovini, ki se je ohranila. Prepis tega je v zgradbi Združenih narodov v New Yorku. Torej, Hititska država in Egipt naredita črto, in to je seveda veljalo kot zelo pomemben dogodek. Ramzes je seveda spet o tem na veliko obvestil svoje ljudstvo, ni bilo spet kraja, kjer ne bi vedeli, kako veliko dejanje je njihov faraon naredil. In kot se je spodobilo pri takih in podobnih stvareh, se je Ramzes še z eno hčerko hititskega kralja poročil. Bog ve, katera žena je to njegova bila. Dejstvo je, da so zapečatili vse skupaj z poroko. In vemo, da je Ramzes imel to princeso zelo rad, bila je vendarle kraljeve hiše, čeprav tuje, nikakor pa ne seveda, da bi se smela primerjati z njegovo Nefretarja. Ta je bila pa seveda absolutno na prvem mestu. Tukaj vidimo Ramzesa na bojnem vozu, ampak tu Ramzes ne gre v bitko. Vidimo, da je ta konj v bolj takem paradnem koraku. Ramzes se verjetno odpravlja na lov. Da je rad lovil, to vemo. To je bila zabava faraonov, ampak po čem vemo, da gre v lov? Tukaj ima udomačenega verjetno geparda ali pa leoparda, po kožuhu pač to vidimo, ki ga je uporabljal v oblovu. Kaj takega vemo, da je bilo zelo pogosto v tistem času. In tukaj ne vidimo nekega drvenja, pač pa lepo seveda neko tako skoraj paradno postrojenje faraona, njegovih konj in pa seveda služabnika spredaj. Poglejte, zanimivo je, da je Ramzes že zelo hitro začel razmišljati o selitvi prestolnice iz Teb, današnjega Luksorja, v Nilovo delto. Zakaj v Nilovo delto? Ramzes je morda v tistem času še razmišljal, da bo vendarle kdaj doživel kak napad z severa, z juga iz Nubije ne. Namreč kot princ je bil upravitelj Nubije in je tam stvari uredil tako, da je verjetno računal, da se mu za življenje ne treba bati za tisto mejo, zato je bil sever mu predvsej bolj pomemben. Pa še ena zgodba je seveda izredno pomembna. Namreč, čeprav je Ramzes zgradil, kot pravi Vandenberg, več svetišč kot vsi ostali faraoni skupaj, bi težko rekli, da je bil pobožen človek. Po mojem, spet, glede na vse, kar vemo o njem, je najbrž edino, kar je častil, je samega sebe. Je pa seveda formalno bil človek, ki je bil na čelu religije in je seveda opravljal vse ta darovanja, ki so pač bila nujno potrebna. Torej, zelo hitro po prevzemu oblasti je Ramzes pomahal tebanski duhovščini, rekel, imejte se lepo, in je šel na sever. Ker je imel seveda zelo veliko možnosti, da izbere kraj za svojo prestolnico. Na nek način se je sam po sebi ponujal Memfis, torej ena zelo stara naselbina, ki je že tisočletja nazaj bil prestolnica Egipta. Potem imamo Heliopolis, sploh najstarejše mesto v Egiptu. No, kot vemo, je izbral za prestolnico ta kraj Avaris, ki ga je seveda poimenoval. Kot vedno je bil Ramzes zelo skromen in je mesto poimenoval po sebi. Torej, Pi Ramzes ali pa Per Ramzes. Tukaj vidite nek načrt, kako naj bi mesto
zgledalo z seveda enim od nilskih rokavov in jasno je, da je Nil bil tista recimo glavna prometnica tega mesta. Torej, Ramzes je to mesto zgradil in se tja tudi preselil. Zanimivo je, seveda o tem ne moramo nič vedeti. Ko se je iz Teb z ladjo peljal proti severu, se je moral peljati mimo Amarne. Takrat že v razvalinah, torej prestolnice Ehnatona in Nefretete. Tisto mesto je bilo opuščeno dobrih 40 let, morda kako leto več, ko se je Ramzes mimo peljal. In verjetno je razmišljal, a bo tudi moje mesto taka usoda dosegla. Ni ga. Namreč Pi-Ramzes oziroma Per-Ramzes, kot ga tudi imenujejo, je bil prestolnica Egipta celih 250 let. Torej po Ramzesovi smrti je še veliko faraonov to vladalo. Potem se je pa zgodilo kaj? Kot veste, takrat ni bilo jezov na Nilu. In reka Nil je, to je bistvo preživetja starega Egipta, sabo nosila blato, ki se je potem odlagalo. In 250 let seveda se je to blato odlagalo tudi tukaj ob teh rokavih in v končni fazi seveda je Per-Ramzes ostal brez vodnih poti. Ostal je na suhem. In takrat so faraoni šli proč. So se pač umaknili iz starega glavnega mesta v Memfis. Na licu mesta, torej tam, kjer je to mesto bilo, je danes to največji ostanek. Ste rekli, a kaj več ni Ramzes za sabo pustil? Ja, je. Ampak te stvari niso več tam. Tukaj lahko vidite eno zelo lepo skulpturo Ramzesa iz granita, potem vidite lahko Ramzesa z Amonom in Hator, potem ta veličasten sedeči Ramzes. Vsi ti kipi svoj čas bili v Ramzesovem mestu. V angleško govorečem prostoru zelo radi govorijo Ramses City, torej Ramzesovo mesto, kar je pravzaprav čista resnica. Ampak zakaj te stvari niso več tam, kjer jih je Ramzes postavil? Poglejte, ko je Ramzesovo mesto Nil pravzaprav zasul, ko ni bilo več vodnih poti in ko so se faraoni umaknili v novo mesto, so sabo odpeljali tudi te veličastne, kolosalne kipe. Za približno 20 kilometrov so jih premaknili na neko novo lokacijo. Zakaj? Zato, ker so hoteli imeti seveda veličastno mesto. V tistem času, torej rečemo 250 let po Ramzesovi smrti, pa Egipt seveda ni bil več sposoben ne finančno, nekako drugače ustvariti nekaj tako veličastnega, kot je seveda bilo to mesto. In so enostavno pobrali, kar so lahko, odpeljali in ostalo je pa počasi potonilo nota v to zelo rodovitno nilsko blato. Glejte, problem tega mesta je predvsem v tem, da egiptovska vlada seveda je prepovedala, da bi polja uporabljali za arheološke najdbe. Tako samo z sodobno tehnologijo, z skeniranjem, z raznimi rentgeni in podobno lahko določijo položaj posameznih zgradb, mrežo ulic in tako naprej, ne morejo pa lopate zasaditi. Tako da, kaj vse je pod zemljo, lahko slutijo, ne morejo pa do tja priti. Zanimivo je, da od velikega Ramzesa do danes nam ostane bore malo, razen seveda njegove mumije, le 2 osebna predmeta. Prvi je tale prsten, kot vidite, zelo lepo zlato delo, in tale bronasta peč. Torej, ta peč ni bila taka klasična, ko človek ob hladnih večerih zakuri, pač pa je bila namenjena za sežiganje esenc, kadil, torej da je lepo dišalo po Ramzesovi
palači. Nič drugega se ni ohranilo. Palača sploh ne, ne freske, ne druga oprema, samo tale pečka in pa njegov prsten. Ramzes je zelo, zelo cenil severni del Egipta. Od tam je tudi njegova družina izhajala. Zelo cenil je staro prestolnico, in tam je dal postaviti enega največjih ohranjenih kipov, to je tale kip. Vseh strani ga lahko vidite, imate zraven ljudi, da si lahko predstavljate, kako velik je ta Ramzes. In kar je seveda ključno, ta kip je izklesan iz enega samega kosa alabastra. Torej kamna, ki je zelo krhek, ki je zelo lomljiv in ki je seveda kot tak ne najbolj primeren za tovrstne stvari, predvsem pa za take gigantske projekte. Torej, to, kar tukaj vidimo, je dolgo nekje 12 metrov, pa vidite, da mu od kolena dola marsikaj od nog manjka. Torej, je bil res velik tale Ramzes. Tule imamo ravno tako iz alabastra še sfingo, ravno tako v Memfisu in pa še en stoječi kip Ramzesa v istem kraju. Zakaj je Ramzesu bilo to mesto tako ljubo? Poglejte, Memfis je bilo staro mesto, Ramzes je sem nastanil svojo vlado, torej vezirja, ministre, sam je pa živel seveda par 10 kilometrov naprej gor, torej v Ramzesovem mestu. Torej, tisto mesto je bilo samo za njega. Sicer je bilo veliko prebivalcev, tudi duhovnikov, tudi uradnikov, ampak sedež vlade pa je bil Memfis in Ramzes ga je temu primerno seveda dal polepšati. Ne samo mesto kot tako z svojimi kipi, pač pa je zelo veliko tudi namenil lokalnim svetiščem. Glejte, ne glede na to, da je Ramzes zelo, zelo sovražil Amonove duhovnike, ni spustil nobene priložnosti, da ne bi polepšal največjih Amonovih templjev v državi. Tukaj lahko vidite pilon oziroma vhodna vrata templja v Luksurju. Spredaj je Ramzes, kot vidite, 6-krat samega sebe dal, pa potem 2 obeliska, enega, ki je tukaj in enega, ki ga več ni. No, tega, ki ga več ni, lahko vidite v Parizu, na Place de la Concorde. Obstaja zelo hecna, da ne rečem tragikomična zgodba, kako je ta obelisk prišel v Pariz. V Pariz so ga pripeljali za časa francoskega kralja Louisa Philippa, tam okrog 1835. Ni bil ukraden, državi sta sklenili pogodbo. Egiptovski vladar, tedanji, bil Mohamed Ali, Albanec po rodu, je obelisk poklonil Ludviku Filipu, v zameno mu je Ludvik Filip poklonil stensko uro. Čisto slučajno, tista stenska ura ni niti en teden delala, ko je prišla v Egipt. Ne vemo, je prah not prišel ali kaj. Tista stenska ura je še danes v alabasterni mošeji gor na Citadeli v Kairu. Obelisk je pa še vedno, kot vidite, zelo trdno na svoje mesto, torej na Place de la Concorde v Parizu. Verjetno najslavnejši obelisk, največkrat slikan od vseh in seveda tudi Ramzesu bi verjetno tudi to bilo všeč, da njegov spomenik stoji sredi glavnega mesta Francije. Torej, v Luksurju, odkoder je bil ta obelisk vzet, je Ramzes seveda dal zgraditi to veliko stebrno dvorano, levo in desno sta seveda tudi njegova 2 kipa, vidite spodaj ljudi, predpostavka je 12 metrov visok tale Ramzes, z vseh strani. No, tukaj je pa tempelj v Karnaku. Tu je pa Ramzes samega sebe prekosil in je dal zgraditi to veličastno stebrno dvorano. Stebri so visoki 18 metrov in jih je vsega skupaj 126. Kako veliki, debeli so, lahko sami
vidite. Torej, dvorana je največ, kar je pravzaprav egiptovsko stavbarstvo v času nove države naredilo in seveda samo govori o tem, kako je Ramzes seveda skrbel, da ga tudi na onem svetu ne bi, bomo rekli, dajali v nič, tako bo prišel tja, da bo seveda sprejet tako, kot se spodobi. Torej, Ramzes je okrasil to svetišče številnimi napisi, jasno, koga častijo, ni treba razlagati. Tukaj je Ramzes prikazan, kako časti Amona in številne druge bogove, med njimi tudi nažalost senca ravno tako pada, da ne vem, če prav vidite, a ne, boga Mina, boga plodnosti. A ne. To je pravzaprav Amon v mumiji, s katere ven en ud lepo štrli. A ne. Kot smo omenili, da je Ramzes imel res, a ne, za eno orang šolo otrok, da žena tudi ni bilo malo in ljubic ravno tako ne, mislim, da je ta Bog ga več kot enkrat uslišal. A ne. In seveda, to je zelo pomembno. Poglejte, velikokrat v zgodovini, a ne, govorimo, vladar je vladal in potem ga je nasledil njegov najstarejši sin. Seveda ne Ramzesa. A ne. Ramzes je umrl star 90 let. Njegov najstarejši sin, ki jih je dočakal 65, je umrl veliko prej kot oče. Ramzes je nasledil 13. sin po vrsti. 12 jih je prej umrlo. A ne. Zato je, hvala Bogu, da je imel toliko otrok, a ne, da ga je se kdo preživel, ker to, da je Ramzes 90 učakal, je bil res velik čudež. Tukaj pa zračni pogled na Rameseum, torej grški izraz, seveda, ampak svetišče je pa bilo posmrtno svetišče Ramzesa. Torej, Ramzes je že veliko prej, preden da je seveda sploh začel kazati znake starosti, začel skrbeti za svoje posmrtno življenje. To je zelo egiptovsko. Dal je postaviti svetišče, osrednji del, vidite pilon, tu vidite dvorišče, pa stebrno dvorano, torej do ta del je bil kamnit, ostalo pa je bilo seveda iz opeke. To je šlo hitreje in tisto so bila tudi skladišča in taki prostori, torej ni bilo treba, da so kamniti. Kot sami lahko vidite, ne, ta Rameseum je bil posvečen v prvi vrsti Ramzesu Ozirisu, lahko lepo vidite, ne, te Ozirisove kipe. Bil je zelo lepo poslikan ta tempelj, nažalost se veliko tega ni ohranilo. No, tukaj vidite Ramzesa Ozirisa in pa del, a ne, kipa, kolosalnega kipa iz granita, tukaj je kip, tukaj je pa glava. A ne. Dva kipa sta bila, seveda, vsak svojo glavo in tukaj pa na dvorišču. Ne. Ramzes še kot živ pomeni, da je za časa življenja dal te kipe postaviti. Kot vidite, zelo, zelo veliki kipi. No, ta glava je pa zanimiva, ker njena dvojčica je danes, kot tukaj lahko vidite, v Egiptu, v Londonu, v British Museumu. In to je pravzaprav ena prvih egiptovskih umetnin, ki so jih odpeljali v tujino. Zdaj, to morate vedeti nekaj. Ne? Egipt je postal kvazi neodvisen v času po napoleonskih vojnah. Zavladal je, kot sem že omenil, Mohamed Ali, ki je bil sicer formalno pripravljen priznavati turškega sultana za svojega nadvladarja, ampak de facto pa seveda kaj veliko od tega ni bilo. Da bi se Mohamed Ali ohranil na prestolu, je rabil podporo zahodnih držav. V zahodnji Evropi je, odkar je Napoleon obiskal Egipt, seveda bil velik, bomo rekli, boom z vsem, kar je bilo egiptovsko. In seveda Evropejci, tisti malo bolj podjetni, en je bil Italijan, Benzoni, so prišli v Egipt in nabirali te antikvitete
in jih potem z ladjo peljali seveda v Evropo in jih tam s pridom prodali. In tako je ta Benzoni pa še nekateri drugi so seveda naredili cele zbirke, včasih po več tisoč kosov, in eno je kupil angleški kralj Jurij IV., to je del te zbirke, potem Karl X., francoski, Friedrich William pruski in pa tisto, kar je pravzaprav zelo zanimivo, zaradi tega, ker Angleži niso hoteli, jo je kupil savojski vladar Viktor Emanuel I. in je danes v Turinu. Če mene vprašate, najbolj kvalitetne stvari, ki so šle ven z Egipta, so danes v tem muzeju. Zanimivo je, da je Ramzes pri izgradnji tega svojega posmrtnega templja uporabil obok. Vidite, da gre za čist pravi obok. Nas, vas, mene, vse so učili, da so oboke izumili Etruščani, pa so jih potem prevzeli Rimljani. V Grčiji imamo enega samega, na štadionu v Olimpiji. Ampak, kot vidimo, oči nas ne varajo, je Ramzes bil tisti, ki je prvi uporabljal oboke. Verjetno niso bili kaj posebej všeč, ampak ki so bili tako oboki, ki so bili tako pod zemljo, to so obokane kleti, torej jih noben ni videl. Še vedno je veljalo, in potem tudi še pri Grkih, da so najboljši seveda stebri, pa preklade gor, pa potem ravna streha ali kamnita ali pa seveda lesena. Oboke potem res šele Etruščani in pa Rimljani s pridom uporabljajo. Torej, Ramzes je seveda veliko potoval. Vemo, da je po svoji deželi potoval gor in dol, torej dvomim, da je katerega koli drugega faraona ljudstvo večkrat videlo kot ravno njega. Očitno se mu zdelo tudi to pomembno. Da ga tudi navadni ljudje vidijo, ne samo ljudje v prestolnici, ne samo vojaki, ne samo duhovniki, pač pa bomo rekli ljudstvo z eno besedo, ki mu je, kot smo rekli, sicer s trdo roko, ampak pravično in dobro vladal. In zato seveda ima Ramzes tudi, če smemo reči, dovolj časa in dovolj denarja za svoje podvige. Ljudem ni bilo hudega in so radi dali tisti davek, ki ga je bilo, kot sem rekel, tam nekje 12% od tega, kar so naredili, in faraon je seveda z veseljem ta denar trošil za svojo promocijo. Najveličastnejši, seveda, saj, če smemo reči, z današnjega vidika, projekt, ki si ga je izmislil, je pa Abu Simbel. Torej gre za dve svetišči, njegovo, Ramzesovo, in pa svetišče posvečeno njegovi ženi. No, če pogledamo to slovito fasado, lahko vidimo Ramzesa 4-krat in pa potem njegove žene, to so te, ki mu segajo do kolen, tule so pa njegovi otroci, nekateri in nekatere žene. Tukaj je velika dvorana tega svetišča, Ramzes kot Oziris prikazan. Vidite, da je vse skupaj še vedno poslikano. So tile Ozirisi še vedno tule in tukaj lahko vidimo enega od številnih reliefov, nekaj sem vam že kazal, Ramzes kot zmagovalec pri Kadešu seveda. Tukaj vidimo pa dve božanstvi, torej boga Tota, boga modrosti, in pa Horusa, zaščitnika faraonov, ki blagoslavljata Ramzesa. Torej, moder vladar je vsekakor bil. Tukaj ga spet vidimo, kako pobija sovražnike, čeprav morate so ti reliefi nastali že kakšne 20 let potem, ko je že davno mir vladal, ampak Ramzes še ni pozabil te svoje, narekovajo, zmage. In tukaj lahko vidimo to izjemno zanimivo postavitev, to je zadnja sobana, glavna celica pravzaprav, kjer vidimo Ramzesa, tukajle, z Amonom, potem imamo zraven njega boginjo Sekmet in pa tukaj je bil Horus. Torej, Ramzes je dal ta tempelj zgraditi tako, da je na točno določen dan
sonce posvetilo direkt na te 4 figure in to ne prej na njega. Vi vsi veste, da so to svetišče, pa še marsikaj drugega, prestavili, dvignili zaradi naraščajočih voda Nasarjevega jezera. Pri tem so seveda malo kiksnili, in danes, bom rekel, ta sončni žarek za približno 1,5 centimetra gre drugače, kot bi moral iti. Torej tega niso uspeli narediti. Vse ostalo so pa prenesli. Poglejte, tukajle pa seveda imamo manjše svetišče. Svetišče boginje kraljice Nefretari. Enkrat, dvakrat in pa njenega moža. Kot vidite, je Ramzes tukaj enako velik kot njegova žena. Izjemna čast. Torej, to je edina upodobitev, na kateri je Ramzes enako velik kot kdo drug, ki je živel. Pustimo bogove. Nefretari je očitno ne samo bila vredna njegove veličine, pač pa je bila tudi vredna, da dobi svoje svetišče. Tukaj lahko vidimo, ponosno, zraven so ostanki upodobitev njunih otrok, ki jih ni bilo malo, čeprav seveda Nefretari ti približno ni bila mati vseh otrok. Notranjščina tega svetišča in seveda tudi upodobitev kraljice. Poglejte, Ramzes je imel zelo rad Nubijo. Nubija, rečemo, tistemu delu Egipta, ki leži južno od Asuana pa do sudanske meje, in na tem območju je zgradil ogromno svetišč. Mislim, da njih 60. Samo na tem območju. Sicer jih je zgradil več kot 200. In ta svetišča seveda govorijo o njegovem posebnem odnosu do te dežele. Tukaj vidite, je svetišče v Sabuji, potem pa še nekaj drugih svetišč v Nubiji. Zanimivo je, da so ta svetišča potem bila ogrožena zaradi teh voda Nasarjevega jezera. Kot vsi veste, je potem ves svet se odločil, da bo pomagal. In države so namenile ali denar ali poslale delavce. Prva, ki se je tu zganila, je bila tedanja Jugoslavija. Vemo, da sta bila Nasar in pa naš maršal v dobrih odnosih. Je pa tukaj se Tito izkazal za malo preveč širokogrudnega, da ne rečemo prijaznega. Namreč Nasar je državam, ki so največ prispevale, potem podaril nekaj teh svetišč. Svetišč, ki bi jih sicer voda zalila. Tako so recimo Španci dobili tempelj iz Debolda, ki je danes v Madridu, pa še marsikje bi kaj našli. Tito je rekel, hvala, mi ne rabimo tega. Potem je Nasar bil vse toliko, da je neki mumi dal, ki so danes v Zagrebškem arheološkem muzeju. Torej, pustimo. Verjetno ta tempelj zdaj stal v Beogradu in bi bil ravno toliko naš, kot pa vsak drug tempelj v Egiptu. Ampak je zanimiva zgodba. Zanimiva je tudi ta sfinga. Namreč komi so jo rešili. Torej, ta lev je že imel tace v vodi, tako visoko je že Nil narastel, potem so ga pa le rešili in ga postavili na bolj suho. Torej, Ramzes izrabi čisto vsak material, da se je dal poveličati. Najraje seveda granit, tukaj imamo ta sloviti granit iz Asuana, rdeči granit. Seveda, vedno bolj mlad je bil na rekovajih, ampak dejansko je treba povedati, da je bil Ramzes skoraj en tak fenomen, govorimo naravni fenomen. Poglejte, vsake 3 leta, od 30. obletnice vlade naprej, je faraon izvedel en poseben obred. Torej, če rečemo, Ramzes je štel nekje 25 let, ko je postal faraon, ko je bil 30 let na prestolu, torej pri 55 letih je izvedel poseben obred, ki je vključeval ples. Ples. In vsi
so lahko prišli gledati, kako faraon visoko noge dviguje in tako naprej. To je bilo pravzaprav na nek način je pokazal, da je fizično še fit. In papirusi pravijo, kako so se ljudje, kako so ploskali, kako so čez 3 leta spet ploskali, potem so se čudili. No, ko je bil pa Ramzes na prestolu že tam nekje 60 let, pa ko še zmerom visoko, noge vidval, se že pa čudili več niso. Torej, dejansko je Ramzes na tisti fazi skupaj, verjetno, bomo rekli, gre za eno tako kolektivno sugestijo, mislil, da je Bog. Ker fizično je bil še tako presep, da enostavno to ni možno verjeti. Vemo, da je zadnji tak praznik pravzaprav obhajal, ko je bil star 87 let, medtem ko tistega pri 90-ih ni več, pač je umrl, takrat ga ni več upravljal. Poglejte, Nefretari. Tukaj jo vidimo kot seveda kraljico z eno pahlačo v roki, z seveda lepim stolom, na katerim sedi in igra neko igro, tako kot en šah. Zdaj, težko je reči, kako, na kak način pravzaprav moški ali pa mož pokaže ženi, da ima res rad. Vemo, Nefretete, kako je bila pomembna v življenju Ehnatona. Nefretari ni nikoli bila sovladarica svojega soproga, da jo je imel pa neizmerno rad, nam pa seveda pokaže na nek drug način, namreč njena grobnica. Mi vemo, kako zelo pomembno je bilo za stare Egipčane, da so imeli lepo grobnico, urejeno grobnico. In Ramzes je naredil svoji ženi najlepšo grobnico sploh. Če damo v vrsto vse kraljeve in grobnice kraljic, potem je ta od Nefretari na prvem mestu. Tako vidite, stropovi so pobarvani z modro, zlate zvezde in pa vse je lepo pobarvano, okrašeno. Nefretarja v neštetih podobah, kako daruje bogovom. In treba je povedati, da nobena druga grobnica, niti grobnica Setosa prvega, torej, če smemo reči, njenega tasta, ni tako zelo razkošna, tako lepa, kot je tale. In ko je gospa umrla, imela je nekje 50 let, ko je umrla, ker je bilo za tiste čase več kot solidno, je Ramzes res žaloval. Potem je bilo v njegovem življenju še veliko žensk, ampak niti ena, niti približno ni prišla na položaj, ki ga je imela Nefretari. Tukaj vidimo boginjo Hator, kako daje ključ življenja Nefretari, torej na nek način jo seveda dela nesmrtno. Ramzes tukaj v tem novem egiptovskem muzeju stoji, je postal največji. Ljudje so ga z veseljem častili kot Boga in tudi sam je bil prepričan, da je Bog. Ampak Ramzesa je vsake tolikrat vendarle nekaj opozorilo, da je človek, da je minljiv. Namreč smrt njegovih otrok. Poglejte, ti otroci pa niso bili bogovi, tako kot on, in so umirali. In tukaj lahko vidite največji sistem grobnic ali ene grobnice sploh. V dolini kraljev je in lahko vidite, koliko je teh grobnih izb. Pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Torej, arheologi so ugotovili, da je tukaj v tej grobnici bilo pokopanih 156 njegovih otrok, fantov in deklet. Pomeni, da jih je toliko umrlo, preden da je seveda oče umrl. Torej, če si lahko predstavljate potem prvič, a koliko je bilo teh otrok in b, seveda, kako dolgo je Ramzes živel. Če je imel že pri 16 letih 4 sinove, potem ni čudno, da jih je tja
dokler je pač bil sposoben, naredil nekje 132. Pa ni nujno, da je to prava številka, lahko jih je bilo še več. Morda sem niso šteli tisti, ki so bili mrtvorojeni, tudi do takih primerov je seveda prihajalo. Torej, Ramzes je dejansko postal legenda že za življenja. In legenda, na katero so se potem naslanjali številni drugi faraoni in skušali biti taki kot on. Kot sem rekel, ogromno je obeliskov postavil. Tale, ki ga vidimo tukaj danes v vrtovih, Boboli zadaj za palačo Pitti v Firencah, bi si potrditi, da nam je najbližji geografsko, Sloveniji. Potem tukaj vidimo Ramzesa, kako daruje Horo. Potem obelisk v Rimu na Piazza del Popolo, na Ljudskem trgu, kjer se začne Via Flaminia. Glejte, čeprav je Ramzes, seveda si pripravil grobnico v dolini kraljev in je imel v zahodnih Tebah že veličasten posmrtni tempelj, Rameseum, je dal v Abidosu zgraditi še eno svetišče za svoj posmrtni kult. Zakaj to? Sta vsaj dva odgovora. Prvi je ta, da je Ramzes posnemal svojega očeta, Setosa prvega, ki si dal tukaj urediti posmrtni tempelj. In to je seveda bilo območje, kjer je po tradiciji veljalo, da je umrl, oziroma bolje rečeno bil pokopan Oziris, torej bog smrti. In zaradi tega seveda je veljalo to mesto še za posebej sveto in normalno, Ramzes je želel biti tudi tukaj ovekovečen. Ni veliko ostalo od tega svetišča, ampak vendarle nekaj pa. Iz tega templja je potem tudi ta sfinga, ki je danes pa v Kairskem muzeju. No, tukaj lahko vidimo Ramzesa na stara leta. Gre seveda za sodobno risbo, oziroma niti ne tako sodobno, 1917, ki je narejena po njegovi mumiji. Zato imamo, bom rekel, že seveda te poteze bolj starega moškega. Glejte, tukaj je pa njegova krsta. Presenečenje, ali? Lesena je. Komi kaj ima hieroglifov, nič zlata, nič dragih kamnov, nič. Čisto nič. Ramzesova grobnica, nimam nobene fotografije, verjemite mi na besedo, je najbolj skromna in najmanjša v dolini kraljev. Tutankamonova je večja in je lepše dekorirana. Tudi če smo zadnjič rekli, da je marsikaj v tej grobnici bilo vzeto iz drugih. Ramzes je imel lepo, mi bi danes rekli tako, minimalistično leseno krsto in nič več. Seveda, granitni sarkofag je seveda bil, ampak kaj več pa ne. Glejte, tukaj imamo prve fotografije Ramzesa, ko so ga odkrili, konec 19. stoletja. Če se spomnimo opisa, ki ga je Van der Berg zapustil v svoji knjigi, seveda lahko res vidimo te oči, tako res cinično priprte, nos, kot kljun ptice, roparice in tako naprej. Lase lahko lepo vidimo. Torej, sodobne raziskave so pokazale, da je Ramzes bil na koncu ravno tako bel, bele lase je imel ravno tako kot pa večina ljudi, ki dočakajo 90 let, da pa je bil v originalu rdečelasen. Tukaj vidite mumijo približno tako, kakršna je danes, oziroma taka je danes. Vidite, zelo lepo ohranjena, lasje so dejansko beli. To, da je pa rdečelasen bil, je pa seveda tako rekoč čudež. V Egiptu to ni bilo vsakdanje, to ni bilo pogosto, ampak seveda Ramzes je bil nekaj posebnega.
Jaz mislim, da če nekaj drugega, lahko to zdaj proti koncu že ugotovimo. In še ena zanimivost. Po vseh analizah, ki so jih naredili, po rentgenih in tako naprej, še danes ni čisto jasno, zakaj je umrl. Umrl je naravne smrti, tu ni nobenega dvoma. Pravijo, da je verjetno imel neko bolezen vezano na srce. Nekateri pravijo, da je imel tudi težave z zobmi, pri 90 letih, je že malo, bom rekel tako, hecno, če imaš svoje zobe, ali pa vsaj vse, Ramzes jih je menda imel. So pa na teh zobeh našli nekaj zelo, zelo nenavadnega. Namreč, kaj so ugotovili? Ugotovili so, da je Ramzes uporabljal nikotin. Ja, zdaj, mi seveda vemo, so nas pridno učili v šoli, da je tobak Krištof Kolumb prinesel iz Amerike in njemu podobne. Kje za Boga je Ramzes dobil nikotin 3000 let prej? Ne vemo. Dejstvo je, da je verjetno žvečil neke liste, ki so imeli nikotin v sebi. Torej, ni šlo za pomoto. Nekajkrat so testirali vse skupaj in ugotovili, da je Ramzes pač imel nikotin. Morda je imel zobobol, pa je kako tako rastlino žvečil, da bi ga seveda manj bolelo, ne vemo. Dejstvo je, da če pogledamo to mumijo, čeprav je posušena, čeprav je suha, je Ramzes v odličnem stanju. Pri 3300 let, odkar je umrl, po 90 letih vlade, je seveda ta mumija odlično ohranjena, kar pomeni, da ne glede na to, da so ga pokopali zelo skromno, bi seveda lahko trdili, da so ga z vsem spoštovanjem in ga mumificirali na najboljši možni način. Seveda se človek vpraša, zakaj samo ena lesena krsta? Zakaj tako majhen grob? Edini razlog, ki ga tukaj lahko navedem in pač težko, da bi ga na nek način ovrgli ali pa karkoli drugega rekli, je, da verjetno Ramzes pri svojih 90-ih ni računal, da bo umrl. In tudi ljudje ne. Namreč, če mi računamo, da je bila povprečna življenjska doba približno 30 let takrat in da je on živel 3 povprečne življenjske dobe, kako bi pa mi gledali danes človeka, ki bi jih imel 240 pa še kako zraven? Bi tudi najbrž rekli, pa tega ne bom kol vzelo. In najbrž je Ramzes tudi podobno kot njegovo ljudstvo tako mislil. Mi vemo, da ko je umrl, da je bila država v šoku. Ker res niso verjeli, da bo umrl. In zato so ga pač pokopali zelo na hitro. Ne da bi sicer pri sami mumiji varčevali, ampak dejansko ni bilo časa, ker nekaj pa moramo vedeti. Je pravilo, da se more faraona pokopati v 70 dneh. Niti dan več. Lahko kak dan manj, ne pa več. In torej Ramzesa so mogli pokopati pač na hitro. In kar so v tistih 70 dneh lahko nabrali, skupaj so pač nabrali in dali v grobnico in samo ena krsta lesena. In to je bilo to. Torej, prav po svoje hecno. To Ramzesu gotovo ne bilo všeč. Mislim, da še najmanj pa to, da je umrl. Poglejte, rekel sem že prej, 90 let je bil star Ramzes, ko je umrl. Vladal je nekje 66 let in nasledi ga 13. po vrsti sin Mereptah. Mereptah je bil dober vladar. Vemo, da je vladal približno 20 let, da je bil sposoben, da je dobro vladal. Verjetno je on tisti, ki je pognal Mojzesa v puščavo in pa Izraelce potem za njem, ampak tega se ne da tako enostavno dokazati.
No, tukaj ga lahko vidimo v eni taki veličastni podobi, čeprav je bil Merab Tah star verjetno okrog 50, če ne še kako čez, ko je zavladal. Pač njegov oče je tako dolgo živel. In kar je najbolj zanimivo, to, kar tukaj gledamo, je v bistvu Ramzes. Namreč Merab Tah je ukradel njegov kip in dal gor svojo kartušo. Torej, pač napisal, to sem pa jaz. A so mu ljudje zamerili, ne vemo. Verjetno mu niso. Namreč s tem je želel sin pokazati, jaz bom tak kot oče. V bistvu, če potegnemo črto pod njegovo vlado, je bil dober vladar. Ampak seveda, nikoli mu ni bilo dano, da bi stopil iz te velikanske sence njegovega očeta. In zanimivo, tudi njegova mumija je zelo dobro ohranjena. Torej, tukaj vidimo Merab Taha, kakršen je dan današnji. Takole, glejte, na hitro, površno smo se sprehodili skozi 90 let življenja tega faraona, največjega med vsemi. Naslednji torek bomo zaključili s predavanjem na temo Starega Egipta. Veliko prehitro, ampak tako pač je. Naslednji torek bomo v družbi najslavnejše egiptovske vladarice, 7. Kleopatre, 6 je bilo pred njo z istim imenom, ni bila Egipčanka, bila je Grkinja, bila je marsikaj, in vsekakor bo tudi zanimivo. Pa samo to, ne pričakovati Elizabeth Taylor. Hvala lepa.